Moje ime je Tomaž Smrekar, sem študent gradbeništva na akademiji, prihajam iz Ljubljane. Sicer pa zaposlen doma v družinskem podjetju. Začeli smo, zelo s takšnim osnovnim tipičnim gradbeništvom, gradnja kot takšna. Potem kasneje smo pa videli, da smo premajhna ekipa in da je boljše, če se specializiramo v neke določene, malo takšne segmente, ki jih ostali ne želijo delati, so bolj zahtevni kot takšni, se jih malo tepajo, tako da smo začeli že leta 2003 z rezanjem in vrtanjem betona. In to potem peljali tudi na takšne malo večje projekte. Zdaj v zadnjih letih, zadnjih 5 let recimo temu, pa zatiranje podzemne infrastrukture, preiskave terena z georadarji, z lokatorji, predgradnjo, medgradnjo. Naziv študent leta pomeni predvsem, eno veliko presenečenje. Nisem pričakoval, moram priznati. Po drugi strani je pa potrditev enega dobrega dela, da se da, potrditev neke želje potem, da se formalno izobražiš v tej smeri. Po drugi strani pa tudi potrditev, da vse tiste neprespani večeri in noči niso bili za manj. Za študij na akademiji sem se odločil zaradi ene enostavne stvari. Omogočali ste online študij, bili ste že po pogovoru z referatom predhodnim zelo prilagodljivi, zelo tako željni nekoga dobiti, ki ste mu pripravljeni, predati to znanje naprej. In ne, da si samo številka konec meseca ali pa konec šolskega leta, kakorkoli. Kaj me je najbolj navdušilo pri predavateljih, oziroma kot tako, predvsem to, da vsi prihajajo iz neke svoje branže, da imajo res praktične izkušnje, da ni to samo neka akademska izobrazba, brez izkušenj dejanskih na terenu. Razni obiski gradbišč kot takšnih, to je nekaj, kar ne samo meni, ampak tudi nekomu, ki prvič se sreča z gradbeništvom, je to, en tak velik plus, ker lahko, se nekaj učiš, projektiraš. Ampak kot drugo, ko pa prideš na gradbišče, pa ko vidiš dejansko, kaj si naredil, da delajo nekje potem, ko dobiš neko povratno informacijo, to je pa vsaj meni osebno ena taka zelo dobrodošla stvar in normalno to ste jo, omogočali zadnji 2 leti, kar sem študiral pri vas. Kaj me najbolj veseli pri študiju je, ravno to, primeri iz prakse, dobri predavatelji, ki vidiš, da lahko vprašaš, da se lahko obrneš na njih tudi s kakšno privatno zadevo. Oziroma, privatno tako iz svoje direktno poslovne branže. Konkretno, če lahko izpostavim eno profesorico, to profesor Ulblova z inženirsko geodezijo, z njo sem bila direktno v kontaktu, ker so me zanimale stvari ravno v povezavi s temi georadarji, lokatorji. Je bila pripravljena priskočna pomoč, kjer mogoče lahko bi nekdo zgolj zamahnil z roko pa rekel, saj si bo že sam pogledal, on je pa z direktnim neko rešitvijo, probaj to, probaj tisto, mogoče tukaj bo šlo, bomo videli, kaj imaš. Tako da to je bilo res tisto, kar je bilo en tak zelo velika pozitivna izkušnja in res te veseli, zato ker veš, da se lahko na nekoga obrneš, da nisi sam končal. Karierno oziroma prednost, oziroma napredek pri sebi opazim predvsem, neki time management, kako organizirati stvari sam pri sebi, ker konec koncev online študij zahteva neko odrekanje in pa predvsem veliko samodiscipline, kdaj študirati, kako študirati. Ta čas, ko so ostali na predavanju, si ti na gradbišču, ob 8. zvečer prideš domov ali pa kakorkoli. Si moraš pogledati predavanja, treba je sedeti vseeno tiste 4 ure zraven računalnika gledati, nihče te ne nadzoruje, ampak konec koncev na koncu je pa treba izpit pa vseeno opraviti, tako da tukaj je, zelo ena taka velik napredek vidim predvsem v tem, kako sem si uspel nekako zorganizirati čas, konec koncev zadnje pol leta, me tudi hčera zelo razveseljuje, tako da je bilo še treba malo tukaj časovno to vse skupaj uskladiti, ampak ja, da se. Po diplomiranju se vidim vsekakor še naprej v domačem podjetju, da nadaljujemo s storitvami, ki smo jih začeli, s tem lociranjem podzemne infrastrukture. Predvsem napredek v tej smeri in glede na to, da je to dokaj nova stvar v Sloveniji, da želim, da smo mi tisti, po katerih se bodo ostali zgledovali, ne pa da bomo mi lovili po rezultatih druge. Bodočim študentom, kaj bi priporočal, je predvsem, dajte se odločiti,
ne mogoče toliko, bom rekel, iz nekega finančnega vidika ali pa iz tega bližine, kaj vam je bližje, ne vem, študij, sam na primer prihajam iz Ljubljane, so tudi v Ljubljani možne šole, kjer bi lahko to študiral, ampak odločite se predvsem na to, kaj vam šola dejansko ponuja. Vprašajte, pokličite, pišite, tukaj so, odgovorili vam bojo in če kaj, bom rekel, lahko pohvalim, tukaj je to res ta odzivnost, pa pripravljenost na sodelovanje. In to, da je nekdo, ki je pripravljen, je toliko nasproti, da ti omogoči, kaj se bom rekel, konec koncev tudi samo neke informacije, ki jih rabiš. To zelo, zelo veliko pomeni.